Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Fazanerije, kjer bomo začeli 15. krog slovenskega državnega prvenstva. Nasprotnika v Murski Soboti sta Mura in Koper. Kar se tiče lestvice, seveda ekipi po vsem drugačnem razpoloženju, ampak forma pri Muri se dviguje, tudi Koperčani pa so po prihodu Zorana Zeljkovića nanizali nekaj zares izjemnih rezultatov. Najprej bomo pogledali, kaj vse nas čaka v tem krogu, ki bo pester že danes, kajti dva petkova obračuna, ob tem na Fazaneriji še tekma Olimpije in Primorja, jutri Aluminij Domžale in Radomlje Maribor ter v nedeljo Celje Bravo. Podaj Koutra v napadu za Muro. Dobra podaja zdaj proti Vizingerju in gol! Hitro vodstvo za Muro v 6. minuti. Tega so si domači želeli, prav takšnega začetka. Sjajna pa tu predvsem podaja z desne strani, videli bomo vse skupaj v ponovljenem posnetku in kdo drug kot izjemno vroči Dario Vizinger je bil na pravem mestu v kazenskem prostoru. Facana je podal, tu se je zahvalil, vidimo kako se smeji Robertu Kuzmiču na častni tribuni, ampak še veliko nogometa je danes pred nami, je pa začetek zornega kota Mure naravnost sanjski. Facana je pogledal, kje je Vizinger, tu prepovedanega položaja ni bilo. Jurkar je bil blizu temu, da strel ubrani, se je že postavil, no zdaj vendarle na koncu podaja pred gol od igralca, ki je zadolžen kot ponavadi za prekinitve. Pa padec pred golom Mure, in pokazal je na 11 metrov Slavko Vinčić. 15. minute znak Vinčić, Iličić zanesljivo v levi zgornji kot za 1-1. Koperčani so zares hitro izenačili. Pri Muri bodo še kako obžalovali ta, pa lahko rečemo, nepotreben neumen prekršek. Josip Iličić pa je žogo poslal pod prečko z bele pike za izenačenje. Zelo zanesljivo Josip Iličić. Tu bomo še enkrat videli, tega strela pa mislim, da ne bi ubranil nihče, še Oliver Kahn ali kdo izmed vratarskih velemojstrov v najboljših časih ne bi bil niti blizu temu zaključku. Zdaj težave pri sprejemu, Rimac in Tomek sta uspešno ukradla žogo. Iličić krasno je tu zaposlil Matondoja do priložnosti za vodstvo z 2-1. Bobičanec proti bližnji vratnici. Matondo je potem odbil pred Iličićem Sana in tu ima zdaj Mura novo priložnost za nevarno podajo. Pred gol in vodstvo z 2-1. Dario Vizinger v 33. minuti na pravem mestu in potem tudi zbran ob zaključku. Neposredno iz prekinitve ni šlo, akcija po prekinitvi pa znova za nasmeh na obrazih Murinih navijačev. 7. zadetek za Vizingerja v tej sezoni, drugi danes. En dobro razpoloženje na tribunah Fazanerije. Tu bomo videli podajo pred gol, žoga se je odbila, padala in potem Damjanović, ki je bil na hrbtu Vizingerja, praktično ni imel več možnosti, da bi izboljšal svoj položaj. Tu je Vizinger enostavno bolje predvideval, kaj se bo zgodilo in na koncu tudi zaključil za vodstvo. Manseri, 10 minut in sodniški dodatek še do odmora. Tule je že prva priložnost za izenačenje, vendar Jurharjevega gola. Kasalo pred gol. Tule je priložnost in žoga je na zgornjem delu mreže.
Vizinger in Bobičanec, to je lahko nevarno. Bobičanec! Velika priložnost za Muro, ni bilo potem nikogar, ki bi žogo potisnil čez črto, pa še enkrat poskušajo domačini, odbija Longonda, Bobičanec z volejem, spet blok gostov. Manseri v novo preigravanje, pa potem podaja Manseri, gol! Kakšna podaja zdaj Manserija, ki ni navduševal danes, no tokrat pa mu je uspelo sijajno zaposliti Rimca. 76. minuta, kot nek deja vu glede na akcijo Sanaja in Vizingerja v 6. minuti. Podobno je šlo vse skupaj. Fantastična podaja čez obrambo Proleta. Je tu izpadel, potem sicer pogledoval proti svojim igralcem. Najverjetneje ga ni nihče opozoril in izid je še drugič poravnan. Ali bo zdaj skušal sam zaključiti Josip Iličić. Spet je uspel podati žoga proti oddaljenejši vratnici in v zelo, zelo dobrem položaju je bil Andraž Ruedl. Bo zagotovo izdaten. Podaja med temu napad. In tu je zdaj morda priložnost za Muraše. Padec v kazenskem prostoru in 11-metrovka. 11-metrovka za črno-bele. Tu je Brice Gnabry. Mislim, da s tole potezo pove vse. Zaveda se neumnosti. Tudi za naziv igralca meseca v prejšnjem mesecu. In Dario Vizinger za vodstvo črno-belih. Za veliko slavje med domačimi igralci na klopi, tudi pri vseh v strokovnem štabu in jasno tudi med vsemi na tribuni. 3-2. Še bo nekaj časa na voljo za Koper, ampak Mura je zdaj zares zelo blizu temu, da pride do zlata vredne zmage. Takole natančno Vizinger, sicer ne tako tvegano kot v prvem delu Josip Iličića, vseeno uspel je poslati Jurharja v njegovo levo, potem pa žogo poslal v nebranjen del mreže. Mijailović. To je zdaj lahko nevarno. Longonda, Dermastija na pravem mestu, 95. minuta, Koprčani so imeli priložnost. Darjan Slavic, veliko bolj nasmejani boste odšli na reprezentančni premor zaradi tega zadetka v sodniškem dodatku. V drugem delu se je zdelo, da so fantje izgubili kar precej energije, že v prvem polčasu, ampak vseeno ste zgarali, zborbali. Kako pomembna je najprej ta zmaga za Muro? Pa, mislim, da ste občutili, kako pomembna je. Nič kaj dodati, kapo dol igralcem. Ne bodo sicer 8 dni fraj, bodo pa 3. Ampak ja, v prvi vrsti cilj je bil, da danes zmagamo, da naredimo pritisk na ostale ekipe in to nam je uspelo. Če primerjava s prejšnjo tekmo, ponovilo se je, da ste dvakrat vodili, pa je bil izid dvakrat poravnan. Na tem boste najverjetneje morali delati, predvsem pri teh mlajših fantih, da ne bo pacev v igri, pacev zbranosti, kajti sami ste se spravili v ta položaj, v bistvu pa ste zdaj na koncu seveda zmago srečni. Pa ja, jaz bi rekel, da tudi nekaj 12 dneh smo imeli 4 tekme, tudi nekaj posledice tega. Imamo te nihanje v igri, ampak na koncu pa tudi konc koncov Koper ima individualno kvaliteto. Skozi 90 minut smo kar dobro to parirali. Imeli smo svoje situacije za 3-1, tam nismo zadeli in avtomatsko, ja, tista pol kontra kvaliteten zadetek, ampak na koncu se ti vrne. Če se spomnite proti Bravo, sem rekel, nekje se bo vrnilo, evo, to je ta tekma. Gremo naprej, prvo se dobro spočiti in važno je, da smo zmagali. Reprezentančni premor, kako ga boste izkoristili, najverjetneje tudi s kakšno pripravljalno tekmo? Ja, planirano je s tem, da prvo se moramo umiriti, analizirati dobro za nazaj in potem spet
od torka naprej gremo novim zmagam naproti. Samo še to vem, da ni sicer direktno vprašanje za vas, ampak Dario Vizinger danes s hat-trickom, vemo, da se pogodba izteka, šušlja se tudi v nekih opcijah, da bi se lahko podaljšala. Kako pomemben je Dario za vašo ekipo in koliko si želite, da bi bil še spomladi z vami? Zelo pomemben je, prebudili smo ga. Mislim, da sem v slačilnici rekel, v celi ekipi sem rekel, Dario bo še enega zabil, ker vidim v očeh. In to se je uresničilo. Moja želja je absolutno, da podaljša. Ni vse na meni, ampak delali bomo na tem. Absolutno jaz mislim, da se zelo dobro počuti v tem okolju. Ostale stvari so pa vemo pri čem, pri kom. Najlepša hvala. Najlepše tudi vam. Zoran Zirković, pred reprezentančnim premorom, ko ste pred tekmo dali, da bi bilo lepo iti dobre volje nanj, ste doživeli prvi poraz po povratku v Koper. Neke prve misli, kaj ste videli danes na tekmi, kar vam je bilo všeč in kaj vam ni bilo všeč? Verjetno je bilo vseeno, glede na to, da ste prejeli 3 zadetke več slednjega. Jaz sem fantom rekel, da sem res ponosen, da smo se borili do konca in lovili te 3 točke. Ta nogomet si želim, da igramo. Mislim, da smo se danes ustvarili ogromno nekih priložnosti, ki bi lahko obrnili tekmo, zraven tega pa storili res ogromno nekih individualnih otroških napak in zato bili kaznovani in zaradi tega Mura zasluženo zmagala. Že pred tekmo sva govorila, da ste bili izdesetkani v napadu, omenili ste, da imate kvaliteto, ampak takšna igra Kopra danes s temi priložnostmi, pa s hitro kombinatoriko, ob tem, ko se vrnejo tisti, ki manjkajo, to je verjetno to, kar boste pilili zdaj med reprezentančnim premorom, takšen Koper potem najverjetneje želite videti. Ja, želimo se igrati napadalni nogomet, da imamo mi žogo, da mi pač, bom rekel, da se mi najbolj vprašamo, ampak ja, bomo pa zraven mogli še delati na obrambi, tako kot sem rekel, res nekatere napake si ne bi smeli privoščiti, ampak nogomet je igra napak in danes smo bili za to kaznovani, ampak verjamem pa, da smo na pravi poti. Fran Tomek, kar precejšen udarec v glavo, kakšno je stanje z njim? Nisem ga še videl, no, upam, da ne gre za hujšo poškodbo, že tako imamo kar nekaj poškodovanih, moram videti z našim doktorjem, ampak se mi zdi, da ni nič resnega. Josip pa danes do prvenca odresu Kopra po 2 razveljavljenih zadetkih, tako da to je ena tista svetla točka, pa morda še bolj svetla, da je odigral vseh 90 minut, videli smo neko željo v njegovih očeh ves čas. Ja, je pač imel neke težave s poškodbo, trenutno zgleda vedno bolje, to mene kot trenerja veseli, kajti verjamem, da nam da lahko ogromno. Najlepša hvala. Hvala tudi. Dario Vizinger, zdi se, da vam ekipe iz primorske regije zelo ležijo v prejšnji sezoni 2 hat-tricka na Fazaneriji proti Primorju, danes proti Kopru. Prepričan sem, da je ta zelo sladek, ker ste prišli do zelo pomembne zmage pred reprezentančnim premorom. Je, izpada tako, da mi ležijo, ampak to je delo cele ekipe, to je vrnilo nam se, vedeli smo, kar lahko zmoremo, kar lahko naredimo, da imamo kvaliteto, da lahko vsakega premagamo. Žal, par tekem že prej ni šlo na roko, danes nam se, hvala Bogu, obrnilo v našo korist in samo zdaj se treba dobro spočiti, nadaljevati to delo v reprezentančni pauzi in pa nadaljevati s tem. O bremijih, porazih smo govorili točno o tem, da se bo nekoč vrnilo, vidimo pa tudi, kako malo je potrebno v Murski Soboti, da pride do neke euforije na tribuna, danes res izjemno slavje. To vam da nekaj najverjetneje še dodatne energije za reprezentančni premor, da boste v še boljši formi potem. Res je, Fazaneriji zelo malo rabijo, da se dvignejo spet na noge, danes smo to videli, cela Fazanerija je bila z nami, slavila skupaj z nami in ja, treba je, kot sem rekel, samo nadaljevati s tem delom, upati si, samozavest je zdaj po moje tu v celotni ekipi in samo tako treba nadaljevati. Okolje vam leži, navijači vas obožujejo, trener si vas želi čim dlje v njegovi ekipi, pogodba se počasi izteka, kako vi gledate na prihodnost ali ste osredotočeni samo na to, da zabijete čim več golov do konca jesenskega dela? Iskreno se ne obremenjujem s tem, grem tekmo po tekmo, videli bomo, kaj bo najboljše za vse.
Meni je v Murski Soboti odlično, počutim se super, ekipa je super, imamo res eno dobro ekipo in ja, gremo samo dalje. Najlepša hvala. Težka tekma na Fazaneriji, poraz praktično v zadnji minuti po 11 metrovki. Kako ste vi videli obračun, na katerem je Koper igral morda celo najbolje, odkar je Zoran Zeljković vaš trener? Jeste, to i raduje. Jeste da nam je krivo što smo izgubili bodove, što nismo makar bod osvojili, ali raduje to što smo stvarno igrali dobro i kontrolisali veći deo utakmice. Mislim da se na neki način vratilo to što smo u nekim prethodnim utakmicama osvojili bodove, a da možda nismo zaslužili po prikazanoj igri na terenu, tako da mislim da se sad i to nama vratilo u negativnom smislu, ali naivno smo primili sva 3 gola, ali kažem, dobro je što smo počeli da igramo dobro, da kontrolišemo meč, da usvajamo to što treniramo i mislim da sa ovim načinom igre u budućnosti da ćemo da osvajamo bodove i da s ovim pristupom i načinom nas čeka svetla budućnost. Najlepša hvala. Hvala vama.